Ne priporočam, da imate za terapevta svoje prijatelje, tudi če vam vedno stojijo ob strani. Ali ste se kdaj vprašali, kako je njim, ko vam stojijo ob strani? Namreč že več kot 20 let delam kot psihoterapevt. In v tej knjigi Doktor življenja sem zbral nekaj zgodb iz moje ordinacije in lahko vam rečem, da so pravzaprav prijatelji najslabši psihoterapevti. Predvsem zaradi tega, ker ne vidimo njihovih težav. Velikokrat kdo reče ja samo zato, da ugodi, ampak ne vemo, zakaj v resnici reče ja. In potem, ko ure in ure zgubimo, ali pa on zgubi z nami, in smo na koncu mi razočarani, hkrati on. Namreč največje darilo, ki ga lahko v življenju dobimo, je pravzaprav čas. Čas je tisto, kar nam je v življenju podarjeno, ko se rodimo. In pod nas je odvisno, kako bomo s tem časom ravnali. Časa imamo namreč omejeno. Pomembno pa je, da pravzaprav na koncu ostanemo dejansko brez materialnih stvari, samo občutki ostanejo. In kako bomo mi pravzaprav te občutke dobili, je odvisno od trenutku. In zato je pomembno, da se čim bolj poglabljate v sebe. V vseh teh, na kak način se ljudje poglabljajo v sebe, kako razmišljajo, kako čutijo, je dejansko v knjigi Doktor življenja. In kaj je pravzaprav najbolj pomembno? Da če mislite, da je psihoterapeut predrag za vas, potem vam priporočam, da postanete prostovoljci v domu upokojencev. Namreč starostniki imajo veliko več izkušenj kot katerikoli diplomiran ali doktor psihoterapije. Oni imajo življenjske izkušnje in še vaš čas potrebujejo in vašo pozornost. In to je pravzaprav tisto, kako lahko rastete v tem življenju. Ali s knjigami, ali poslušate starejše. Hvala.